Lepo pozdravljeni, bom rekla dobro jutro, čeprav smo knjižni moli že nekaj časa po konci. Lepo pozdravljeni iz Cankarjevega doma, tokrat vas pozdravljam Eva Prenk Bogataj iz Beletrine, čeprav je tamle napis za mano malo skrit, ampak vseeno Beletrina je skupaj s Centrom za kreativnost soorganizator tega dogodka. Danes je 4. dan in jaz mislim, da smo v preteklih dnevih šli kar lepo skozi trenutno stanje, se dotaknili praks, ki jih uporabljajo avtorji, se dotaknili digitalnega marketinga in nekaterih novih prijemov, ki so vsekakor aktualni za vse nas, ne samo založnike, ampak vse, ki se ukvarjamo s knjigami. Danes, zadnji dan, pa smo namenili temi, ki je bistveno širša, kot je samo založništvo in je tudi širša, kot je sam kulturno-kreativni sektor. Namreč tema dostopnosti, tokrat govorimo o spletni dostopnosti, je tema, ki bo tako, kot je pred leti postal za nas vse zelo aktualen GDPR, kratica, ki smo jo morali, hočeš spoznati čez noč. Tako bo spletna dostopnost v naslednjih letih postala besedna zveza, ki jo bomo ves čas poslušali. Namreč, če bomo želeli nagovoriti vse ciljne skupine, bomo govorili tudi ta jezik. Tako je, Eva. Tako. Z mano je Maša Malovrh, edina slovenska strokovnjakinja za spletno dostopnost z vsemi mogočimi certifikati, ker se sama ne hvali, jo moram jaz. Maša je izredno bogastvo za Beletrino, zato ker nagovarja ciljno skupino, ki je mi dejansko ne znamo tako nagovoriti, kot jo Maša zna. Svojo ekipo seveda dela že vrsto let na tem področju in naslednjih 45 minut bo namenjenih predstavitvi, kaj sploh spletna dostopnost je, kako se tega lotimo, kaj vse zajema in zakaj je to za vse nas aktualna tema. Maša, prosim. Super, najlepša hvala, Eva. Lep pozdrav, jaz sem Maša Malovrh. Kot je Eva omenila, ja, se ukvarjam s spletno dostopnostjo, precej intenzivno in tudi že vrsto let. Leta 2019 sem opravila tudi mednarodni certifikat za strokovnjaka o dostopnosti in sicer pri Internacionalni zvezi strokovnjakov za dostopnost, International Association of Accessibility Experts. Torej, to je nekako moje ozadje, kar se tiče stroke. Vsekakor nisem edina, ki se ukvarja v Sloveniji s tem področjem. Je pa res, da se Beletrina že od leta 2013 posveča temu področju, se pravi omogočanju dostopnosti, analizam dostopnosti s pomočjo uporabnikov, torej oseb z različnimi invalidnostmi in pa tudi s starejšimi uporabniki, za katere, torej za ti dve skupini je spletna dostopnost še posebej potrebna in zato smo danes tukaj, da jo malo podrobneje tudi spoznamo. Zdaj bom jaz delila svojo prezentacijo, ki je samo pač kot opora temu, kar vam bom govorila. Evo takole. Se pravi, naslov predavanja je spletna dostopnost za vse. Bistvo spletne dostopnosti in bistvo tega predavanja danes je, ali vsaj eno od bistv, da boste tudi vi po tem mojem predavanju in po teh predstavitvah dobrih praks v zvezi z omogočanjem dostopnosti tudi na področju založništva, da boste pač razumeli, zakaj je ta naslov takšen, kakršen je, torej, da je spletna dostopnost namenjena vsem. Kot boste slišali danes z moje strani, pa tudi še iz strani ostalih predavateljev, ki bodo predstavili svoje prakse na področju založništva, je spletna dostopnost področje, ki se dotika torej omogočanja dostopnosti do vseh spletnih vsebin. Lahko to gledamo tudi širše za dostopnost do katerekoli tudi fizične vsebine. Torej, dostopnost je v bistvu tisto, kar omogoča dejansko rabo same vsebine ali interakcijo z določeno vsebino, ki jo pač hočemo uporabiti. Poznamo, torej veliko bolj znan vam je verjetno izraz fizična dostopnost, ker se z njo ukvarjamo že več let, torej spletna dostopnost oziroma digitalna dostopnost sta pojma, ki sta nekako najnovejša v okviru omogočanja dostopnosti kot take. Fizična dostopnost nam je vsem veliko bolj znana, ker se z njo torej ukvarjamo že tudi
več kot 10 let. Fizično dostopnost dejansko v Sloveniji nadzoruje, analizira in tudi omogoča Urbanistični inštitut Slovenije, ki je sedež ima v Ljubljani. In pač dostopnost kot taka torej se dotika popolnoma vseh področjih, na katerih delujemo. Za razliko od fizične, torej digitalna dostopnost nekaj, kar se dotika predvsem in izključno torej digitalnega sveta, vendar s tem ni mišljeno samo splet ali pa samo mobilne aplikacije. Digitalna dostopnost kot taka je omogočanje dostopnosti tako brskalnikov, spletnih brskalnikov, različnih uporabniških vmesnikov, interneta stvari, torej vseh digitalnih aparatur, vključno s podporno tehnologijo, ki je tehnologija, ki jo uporabljajo različni invalidi pri dostopu do spleta, pri rabi računalnika. Torej vse te digitalne aparature, vmesnike, aplikacije, dostopnost teh stvari spada pod krovni izraz digitalna dostopnost. Seveda pa se bomo danes malo bolj skoncentrirali na spletno dostopnost, torej dostopnost spletnih vsebin, kjer bomo vključili tudi dostopnost mobilnih aplikacij, ker za ti dve stvari, torej za splet in za mobilne aplikacije, obstajajo ista priporočila in standardi za njuno omogočanje. Tudi za omogočanje fizične dostopnosti in tudi krovne digitalne dostopnosti obstajajo načela, standardi, priporočila in pravila, ki so pač po celem svetu enotna in dejansko obstajajo zato, da bi se lahko ta dostopnost, v kakršnemkoli smislu že govorimo, ustrezno vzpostavila in omogočila. Ko govorimo o spletni dostopnosti, je bil začetek te zgodbe nekako takšen, da je ustanovljen je bil že pred časom, že v koncu 90-ih, se pravi z nastopom dejansko interneta, je bil ustanovljen svetovni konzorcij za svetovni splet, W3C, World Wide Web konzorcij, ki ga sestavljajo različne svetovno priznane organizacije, inštituti in ustanove, tudi podjetja, ki se dejansko ukvarjajo z produkcijo spletnih strani, spletnih vsebin, aplikacij in tako naprej. Torej so nekako vodilni pri razvoju spleta in teh vsebin. Konzorcij vključuje tudi izobraževalne inštitucije, kot so MIT, in razne posameznike in strokovnjake. Torej, to je konzorcij, ki je dejansko prepoznal že takrat, ko se je splet lansiral, torej v začetku 90-ih, je prepoznal pomembnost tega, da mora biti splet kot orodje dostopen za vse. Zato, ker dejansko omogoča premostitev določenih komunikacijskih ovir, razdalje in tako naprej. Torej, je že sam splet mišljen kot orodje, ki naj bi nam olajšal in pripomogel k temu, da pač se fizično stvari ne morejo odvijati, se lahko pa večinoma na spletu. Torej, splet nekako nadomesti pomanjkanje fizične bližine, že samo to, torej pa tudi vsebinsko je lahko veliko bolj dostopen oziroma lahko ponuja veliko več kot neka fizična dostopnost. Se pravi, že strokovnjaki na tem področju spleta so ugotovili, da je potrebno to omogočati, torej dostopnost spleta za vse. In zato so lansirali inicijativo za spletno dostopnost oziroma Web Accessibility Initiative, skratico WAI, ki je v bistvu bila sprožena na pač vse svetovne, v vseh državah, na vseh kontinentih oziroma predvsem v Evropi, kjer se je pač na Evropski uniji močno zbudila zavest, zato da je pač potrebno to dejansko omogočati. In nenazadnje tudi zakonsko opredeliti, določiti in zavezati tudi članice Evropske unije k temu, se pravi k enotnemu omogočanju dostopnosti spletnih vsebin, spletnih strani in mobilnih aplikacij v vseh državah članicah. Zato so nastala z inicijativo za spletno dostopnost v produkciji seveda konzorcija za svetovni splet tudi priporočila. In sicer priporočila za dostopnost spletnih vsebin, torej dejansko priporočila, ki mislim, da jih je približno nekaj čez 70, ki dejansko vodijo lahko produkcijo spletne strani in točno določajo, kaj je potrebno omogočiti pri določenih vrstah vsebin oziroma v programiranju spletne strani ali pa pri oblikovanju njenih vsebin in njene vizualne podobe, na kaj je potrebno biti glede na ta priporočila pozoren,
da bo ta spletna stran, ki jo recimo izdelujemo, dostopna. Torej, ta priporočila prva verzija priporočil je prišla ven leta 2012, priporočila se pa seveda tudi zaradi hitrega tehnološkega razvoja, same produkcije spleta, spletnih vsebin in tako dalje. Sam tehnološki razvoj je izjemno hiter, zato se tudi BCAG poskuša čim hitreje prilagajati temu razvoju. Tako da se zdaj bo novembra 2021 predvideno lansiranje najnovejše verzije 2.2, trenutno pa je veljavna verzija 2.1, ki je prišla ven 2018. leta. Se pravi, se tudi ta priporočila širijo, se pač postajajo vedno bogatejša in zato so tudi vedno bolj koristnejša oziroma vedno lažje je po njih tudi dejansko razumeti in omogočiti dostopnost. Kaj dejansko pač vsebujejo ta priporočila? Namreč ta priporočila so sestavljena glede na 4 načela spletne dostopnosti, in sicer to so zaznavanje, razumevanje, operabilnost in robustnost. Kaj pomeni posamezen termin? Torej, zaznavanje. Načelo zaznavanja pomeni, da mora biti uporabnik, ko pride na določeno spletno stran, sposoben zaznati vse njene vsebine. Zaznavamo jih pač s svojimi čutili, s tistimi, ki jih uporabljamo oziroma smo jih sposobni uporabljati, sicer pa so uporabniške navade lahko zelo različne. Torej, pri zaznavanju je potrebno omogočiti slepemu, ki ne vidi, da zazna določeno vsebino s pomočjo svoje podporne tehnologije, ki jo uporablja. Slepi namreč uporabljajo bralnik zaslona. Bralnik zaslona je programska oprema, ki si jo namestijo slepi na svoj računalnik in jim bere izhode spletne strani, spletišča. Torej, prebere jim ne samo dejansko tisto, kar mi vidimo na zaslonu, ampak tudi še določene stvari v ozadju, ker se s pomočjo teh slepi tudi orientirajo po spletni strani. Namreč slepi uporabljajo spletne strani drugače kot videči. V bistvu jih slepi uporabljajo predvsem kot neke sezname vsebin, ker se lahko orientirajo po aktivnih gradnikih na določeni spletni strani. Torej, aktivni gradniki pa so lahko od povezav do grafičnih elementov, raznih pripomb, gumbov, vsega, kar je v bistvu nameščeno na spletni strani kot nek aktiven element. To lahko oni s pomočjo funkcij filtracije si pač prilagodijo, da vidijo tisto, kar želijo videti in tudi, da najdejo oziroma da dostopijo potem do vsebine, ki jo želijo prebrati ali pač karkoli. Torej, vsebine morajo biti zaznavne. Če je video ali če je audio vsebina, mora biti zaznavna tudi gluhemu uporabniku. To pomeni, da mora biti ta audio vsebina opremljena z alternativno vsebino predvsem za gluhe v znakovnem jeziku, torej da se mu vsebina videa, kot ste verjetno že videli, pač v nekem okvirčku, ki je implementiran v sam video, se pojavi tolmač in dejansko v znakovnem jeziku pretolmači audio vsebino, ki je govorjena, torej v slovenščini. Se pravi, toliko kot medklic, materni jezik gluhih ni slovenščina ali slovenski jezik, ki ga mi pišemo, govorimo in beremo, ampak slovenski znakovni jezik, ki ima čisto za spoznanje veliko skromnejši besedni zaklad kot slovenščina. Torej, slovenski znakovni jezik ima približno 16.000 besed, kar se tiče bogatosti in znanja besednega zaklada, nekje na ravni sedmošolca osnovne šole. Seveda so pač vsak gluh je med seboj različen, nekateri so tudi bolj vpeti v družbo, jih bolj podpirajo njihovi bližnji in tako naprej, in se tudi mlajše generacije že bolj učijo tudi brati in jim branje ne predstavlja take težave, vendar za gluhe, predvsem za gluhe od rojstva, je pač znakovni jezik edino sredstvo, s katerim se izražajo, sporazumevajo, tako da je pač zanje, kar se tiče zaznavanja, najbolj optimalno orodje, kar se tiče audio vsebin, pa tudi zapisanih vsebin v slovenščini, njihov znakovni jezik. Potem smo pri razumevanju. Se pravi, ko se enkrat vsebina zazna, jo lahko vidimo, potipamo, pogledamo, karkoli, potem jo moramo biti sposobni tudi razumeti. Tudi tukaj je zelo pomembno, da so vsebine predstavljene na jasen, predvidljiv, berljiv način, ki ni prekompleksen, prestrokoven, preveč natrpan. Pri razumevanju je pomembna tudi nekakšna vizualna oblika vsebine in nekako mogoče kakršnekoli oblikovne
oblikovni elementi, ki spremljajo to vrstne vsebine, ne smejo povzročati prevelike nasičenosti spletne strani, ker vse to dejansko vpliva ne nazadnje tudi na zaznavanje, ampak predvsem pa tudi na razumevanje dejanske vsebine. Za razumevanje je izjemno pomembna predvidljivost, torej, da so vsebine, ki so si enake ali pa podobne, objavljene v neki predvidljivi obliki. Se pravi, če je na primer neka novica objavljena z besedilom, 3 slikami, besedilo je razdeljeno na določen način, potem je zelo dobro, da so recimo vse novice po določenem kopitu oblikovane in na ta način objavljene, ker bojo tako tudi bolj predvidljive in s tem lažje razumljive. Operabilnost je tretje načelo spletne dostopnosti, ki sicer določa oziroma zahteva, da je spletna stran dobro operabilna, se pravi, da lahko različni uporabniki z njo delajo na enak način. Se pravi, pri operabilnosti je pomembno, da je omogočena navigacija na tipkovnici, izključno preko tipkovnice, se pravi, da tudi za ljudi, uporabnike, ki ne koristijo miške, je pač stran operabilna, torej dostopna, namreč z tipkami tab in z puščicami gor, dol, levo, desno je mogoče se pač premikati s kurzorjem po spletni strani. Puščica, se pravi tab je tisto, kar preskakuje te fokusne elemente, torej se s tem fokusom in s pomočjo tipkovnice lahko pač uporabnik premika po spletni strani in pride do določene vsebine, ki jo želi. Se pravi, to je ena izmed glavnih stvari pri načelu operabilnosti, torej da je mogoče se sprehajati po spletni strani brez miške, torej izključno z rabo tipkovnice. Pri operabilnosti je pomembno tudi, da so recimo vsebine spletne strani dostopne iz različnih koncev, se pravi ne samo iz glavnega menija, ampak recimo tudi še potem zraven dodatno iz noge strani ali pa še mogoče iz kakšnega drugega vira, torej da lahko uporabniki dostopajo do določenih vsebin po različnih poteh. Pomembno je tudi pri operabilnosti, da imajo na voljo uporabniki kazalo spletne strani, kjer je dejansko celotna bolj kot ne drevesna struktura celotne strani in lahko na posamezno stran pridejo tudi preko kazala spletne strani. Potem je še pa četrto načelo in sicer načelo robustnosti. To pa pomeni sledeče. Torej, uporabniki z različnimi oviranostmi oziroma invalidnostmi pogosto uporabljajo podporno tehnologijo. Kot sem prej omenila, bralnik zaslona za slepe. Slepi namreč uporabljajo bralnik zaslona, da jim bralnik na glas prebere vsebino na spletni strani oziroma iz kode. Po drugi strani, predvsem slepi od rojstva uporabljajo tudi digitalno brajevo vrstico, ki je v bistvu neke vrste tipkovnica oziroma tako izgleda kot tipkovnica, ki jo imajo pred seboj pred računalnikom. Ta brajeva digitalna vrstica je povezana z bralnikom zaslona, s to programsko opremo in dejansko se na tej vrstici, ki ima določeno število znakov, se pravi določeno število znakov v brajevi pisavi, se lahko slepemu prikaže in slepi lahko to tudi prebere. Ti dve orodji sta povezani med seboj, tako da brajeva vrstica prikaže dejansko točno to, kar bere tudi bralnik zaslona. Seveda tega ne morejo uporabljati vsi slepi, predvsem ne tisti, ki so recimo oslepeli kasneje v življenju in zato pač njihovi prsti niso tako senzibilni oziroma ne morejo več postati tako senzibilni, da bi lahko to tako učinkovito in funkcionalno uporabljali. Tako da, torej kot rečeno, ta 4 načela spletne dostopnosti so v bistvu osnova vseh priporočil za dostopnost spletnih strani. Vsa priporočila so dejansko pač v teh posklopih združena pod torej ta omenjena 4 načela. Spletno dostopnost pa nam v bistvu določa določene kriterije in določene pogoje tudi že zakonodaja kot taka. Predvsem v Evropi je to, kot rečeno, pač prej sem vam omenjala, pač razlagala ta proces od konzorcija za svetovni splet, ki je izdal to iniciativo in na podlagi iniciative so nastala priporočila in na podlagi vsega tega dogajanja, predvsem pač iniciative, je tudi Evropska unija
leta 2016 sprejela direktivo o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij za javni sektor, torej Web Accessibility Directive, ki je v bistvu targetira vse ustanove in organizacije javnega sektorja in jim nalaga, da morajo omogočiti dostopnost svojih spletnih strani in svojih mobilnih aplikacij. Torej, ta direktiva je pač morala biti obvezno sprejeta v vseh državah članicah do sredine leta 2018. V Sloveniji smo to sprejeli leta 2018, mislim, da konec maja je stvar začela veljati. Torej, mi smo v Sloveniji sprejeli zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ima približno 1500 zavezancev iz javnega sektorja, se pravi, to so javni organi, iz zelo različnih področji. Zakon ima tudi par izjem, namreč izjema od zakonskih obveznosti za dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij je nacionalna RTV televizija in pa srednje in osnovne šole. Torej, to so izjeme, ki jim ni potrebno imeti dejansko prilagojene dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, vendar morajo imeti pa dostopne tiste osnovne informacije o vpisu in pač še nekatere bazične stvari. Beletrina je nenazadnje tudi sodelovala pri oblikovanju in sprejemu tega zakona in vsekakor smo se tudi v sodelovanju z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij pritožili na to in še par drugih oblik členov in tako dalje, vendar smo nenazadnje lahko vsi skupaj zadovoljni, da dejansko je dostopnost nekaj, kar je zdaj obvezno. Tudi zakon je očitno nekako potreben za to, da se lahko v družbi začne nenazadnje ne samo pogovarjati o spletni dostopnosti, ampak jo pričeti omogočati, pričeti raziskovati, pričeti sprejemati in izvajati metodologije, dobre prakse iz tujine. Nenazadnje so recimo skandinavske države, Velika Britanija, tudi Italija, kot bomo potem kasneje slišali, zelo napredne v omogočanju dostopnosti spletnih strani in mobilnih aplikacij, pa tudi drugih digitalnih okolij, v katerih pač operirajo in jih imajo. Tako da že obstaja ena močna baza strokovnjakov na evropski ravni, ki se s tem ukvarjajo že dlje časa, obstajajo dobre prakse in zato dejansko ni več ovir, da ne bi višali standarda dostopnosti spletne, digitalne tudi v Sloveniji in Evropi. Če se še malo ozremo po zakonodaji, prihaja namreč tudi Evropski zakon o dostopnosti. Tega naj bi sprejele države članice do konca leta 2025. To je European Accessibility Act, ki v bistvu določa dostopnost produktov in storitev v Evropski uniji, kar bo dejansko omogočilo neko poenoteno dostopnost in poenotene standarde za omogočanje dostopnosti produktov in storitev na različnih področjih, vključno z založništvom in pač produkcijo audio knjig in tako naprej. Torej, da se bo vse nekako poenotilo, tudi ne samo strogo spletno digitalni, ampak tudi veliko širši storitvenih aktivnostih in pač produkciji oziroma prodaji raznih produktov, tako da bo tudi v gospodarstvo pričela segati dostopnost, omogočanje dostopnosti in tako dalje. To nenazadnje bo verjetno postavilo določene nove paradigme in parametre za določene biznise, do določenih podjetij in tako naprej. Nekatere spremembe bodo neizogibne, vendar je tudi pač v samem Evropskem zakonu o dostopnosti predvidena zelo velika korist tako za področje gospodarstva in pač posameznih področji, kot tudi za omogočanje širšega trga, nenazadnje, trga potrošnikov, ki to zaenkrat še niso, ker pač nimajo dostopnih kanalov, po katerih bi lahko prišli in postali tudi potrošniki, recimo. Za vas je, kot pač za vaš sektor založništva in knjigotrštva in tudi bibliotekarstva nenazadnje, je tudi Marakeška pogodba, ki jo verjetno že vsi poznate. Ta se dotika predvsem uporabe in produkcije zvočnih knjig, kjer so dejansko lahko bolj preprosto uporabljanje te pravice, avtorske pravice, ki jih ni potrebno v taki meri upoštevati, če so te zvočne knjige in produkcija njihova namenjena dejansko rabi ljudi,
ki imajo okvare vida, se pravi za slepe, za slabovidne, pa tudi za tiste, ki imajo tovrstne bralne motnje, da pač ne morejo funkcionalno brati teksta. V naši državi imamo specializirano knjižnico slepih in slabovidnih, se pravi knjižnica, torej KSS Minke Skaberne. Ta je v Ljubljani na Metelkovi. Tam se v bistvu dogaja produkcija zvočnih knjig v DAISY formatu, v MP3-ju. Dejansko so v produkciji knjig za slepe v tej knjižnici zelo napredni, zelo dobri, skrbijo tudi za digitalni stik svojih bralcev in so pač v sodelovanju z nami tudi pripomogli k temu, da se tudi na Biblosu, ki ga verjetno poznate kot portal za izposojo in nakup e-knjig, smo tudi z Beletrin, ki ga pač vodi Beletrina, smo z KSS Minke Skaberne sodelovali v projektu, kjer smo analizirali dejansko knjige, zvočne knjige iz Minke Skaberne, torej glede na njihovo kakovost in na kakovost bralcev. Naredili smo izbor teh knjig, za katere smo se potem z Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije dogovorili, da se lahko dajo oziroma dodajo tudi na Biblos in s tem se omogoči dejansko socialna interakcija slepih v nekih splošnih knjižnicah, kar je pač tudi z dostopnostnega stališča tisto, kar želimo doseči. Se pravi, nočemo ločenih virov informacij in ločenih virov knjig za invalide, bodisi slepe, gluhe, kakorkoli že, in ločen vir za nekako navadne bralce. Želimo imeti vse v enem. To je omogočanje prave dostopnosti. In če želimo imeti vse v enem, je pač po tem principu logično, da lahko tudi slepi pridejo ali pa gluhi oziroma gibalno ovirani ali kognitivno ovirani uporabniki, da lahko pridejo v normalno splošno knjižnico in si tam sposodijo gradivo, ki je pač za njih dostopno. Se pravi, v primeru slepih zvočne knjige. Tako da, čisto tako, dostopnost ni samo zato, da se ljudem, ki nimajo dostopa v nekem njihovem ozkem krogu nekaj omogoči, potrebno je, da se družba spremeni na ta način, da jih lahko vključi v svoje ustaljene procese in storitve in pač tako dalje. Tako da to je bistvo dostopnosti. Ta, kot tle spodaj piše, enakost, ki jo bom še malo bolj omenila. Torej, komu je namenjena ta dostopnost? Torej, uporabnikom, ki so lahko tudi bralci. Če še niso, je to zagotovo ni zaradi tega, ker ne bi želeli biti, ampak zato, ker pač še nimajo literature v medijih v nekih oblikah, ki bi bile njim dostopne. Največja krovna organizacija uporabnikov, ki jim je spletna dostopnost in pač digitalna dostopnost primarno namenjena, je European Disability Forum, se pravi Evropski forum invalidov. To je krovna invalidska organizacija v Evropi, zastopa interese več kot 100 milijonov ljudi z različnimi invalidnostmi. Znotraj tega foruma so vključene nacionalne invalidske organizacije iz posamezne države v Evropi. Pri nas je to krovna invalidska organizacija v Sloveniji, je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, s kratico NCOS, ki združuje, mislim, da 24 invalidskih organizacij iz celotne Slovenije in zastopa interese skoraj vseh, mislim, da 98,5% vseh organiziranih invalidov v Sloveniji. Tako da je res naš največji bazen uporabnikov, za katere je spletna dostopnost še toliko bolj koristna kot za pač vsakdanjega človeka. Torej, hočem reči, da je to tisti bazen uporabnikov, ki se mu želimo in ki se mu je potrebno približati in jim omogočiti dostop do spletnih vsebin, do knjig, do informacij, do prireditev, nenazadnje dogodkov, storitev in produktov, ker nas to vse nenazadnje še čaka. Slogan EDF-a, nenazadnje tudi vseh v bistvu invalidskih organizacij po svetu je Nothing about us without us, oziroma nič o nas brez nas. Se prevečujem za slovnično napako tukaj, nič o nas brez nas. Torej, potrebno je vključiti uporabnike, potrebno jih je angažirati tudi pri omogočanju spletne dostopnosti, ker so oni edini, ki nam lahko
iz prve roke povedo, kaj je za njih koristno, kaj potrebujejo, glede na svoje uporabniške navade in sposobnosti in izkušnje, so uporabniki tisti, brez katerih ne moremo omogočiti dostopnosti zanje. Mislim, da je to zelo logično, nihče noče, da se za nas ali pa o nas karkoli počne, brez da bi mi to vedeli. To je nekako zelo logična stvar in tudi to je brez problema za razumeti, da jih je potrebno vključiti. Torej, tudi mi na Beletrini, ko sem prej govorila, da Beletrina se tako dolgo že ukvarja s to spletno dostopnostjo, torej leta 2013 je bil izveden na Beletrini projekt Razširjamo obzorja kulturnega, kjer smo, v okviru katerega so bili usposobljeni invalidi z različnimi invalidnostmi za analizo spletne dostopnosti, glede na svoje lastne uporabniške navade, izkušnje in pa glede na priporočila za omogočanje spletne dostopnosti, ki jih tudi dobro poznajo. Torej, to so bili strokovno usposobljeni ljudje, ki zdaj že 7 let, torej od 2013, 7-8 let, izvajajo analize dostopnosti spletnih strani in mobilnih aplikacij, glede na svoje uporabniške navade. To pomeni, to je točno to, kar govorim, ko pravim, potrebno je vključiti uporabniki. Torej, potrebno je njih dati na to mesto analitika, lakmusovega papirja dostopnosti, ker so oni tisti pravi pokazatelj, ali nekaj je dostopno ali ni. To tukaj poudarjam predvsem zaradi tega, ker obstajajo tudi orodja, spletna avtomatska orodja za preverjanje ustrezne dostopnosti spletnih strani, tudi strani Web Accessibility Initiative, torej strani iniciative, obstajajo določena orodja, ki lahko tudi sami uporabite, greste na to spletno stran in imate Wave. Wave je celo priporočeno avtomatsko orodje za preverjanje ustrezne dostopnosti strani iniciative, vendar po drugi strani obstajajo že zelo jasne metode, kako se da to orodje prelisičiti z nekimi programerskimi zadevami in tako dalje, da pač prikaže lahko perfekten rezultat, v smislu nič napak. Ko pa je s tako spletno stranjo soočen prav uporabnik, je pa lahko zelo hitro potem razvidno, da spletna stran ni ustrezno dostopna. Tako da zato pravim, da pač seveda so te avtomatizmi in ta orodja zelo dobrodošla lahko za nek sken, za prvi vtis, za mogoče nekako še boljšo argumentacijo potrebe po omogočenju dostopnosti enega spletišča, ampak po drugi strani pa absolutno to ni edina stvar, ki jo je potrebno pri tem uporabiti. V Sloveniji torej je približno 180.000 invalidov, to so pač ljudje z statusom invalida, to je približno 15% vsega prebivalstva, tako piše. Tudi v Evropski uniji kot taki je odstotek prebivalstva z različnimi invalidnostmi približno enak, ampak te številke so vedno zelo varljive. Namreč invalidi, ko govorimo o invalidih, so to ljudje z stalno oviranostjo in pač verjetno tudi, večinoma tudi z medicinsko diagnozo, ki je pač podlaga za to, da dobijo status invalida. In to je edino, kar je dejansko šteto v to statistiko. Ko mi govorimo o uporabnikih z oviranostmi oziroma invalidnostmi, govorimo lahko o uporabnikih, ki so pač invalidi, torej imajo stalno oviranost, govorimo pa lahko tudi o uporabnikih, ki so začasno ovirani, se pravi, imajo zlomljeni obe roki, in zato, ker sta v gipsu obe roki, ne more ta oseba tisti čas uporabljati miške. To pomeni, da je začasno ovirana in bo lahko dostopala do spletne vsebine, če bo ta dostopna preko tipkovnice. Torej, je že tukaj nek element dostopnosti, ki je potreben v takem primeru, pa seveda ta oseba nima statusa invalida. Potem je pa tudi situacijska oviranost, kjer pa recimo en primer je, da lahko sedimo za računalnikom, imamo otroka v rokah in lahko samo z eno roko, na primer, tipkamo in tudi tle je recimo odlično, da se da s tipkovnico delati, izključno, ne samo z miško. Potem, na primer, pri mobilnih aplikacijah je neka situacijska oviranost lahko v avtobusu, ko želite nekaj na spletu pogledati, pa se držite z eno roko za ročaj in pač lahko operirate dejansko to samo z eno roko, ne, in že to je določena oviranost, ki pač vas lahko ovira pri nekak klikanju, rabi določenih funkcij in tako naprej. Tako da, ko govorimo o teh statistikah in o številkah, pač se moramo zavedati, da to je tisto, kar je merljivo.
In to je najmanjši delež tega, o katerem sploh govorimo. Pač uporabniki z oviranostmi in invalidnostmi smo lahko mi vsi, vsak izmed nas. Zato je še toliko bolj pomembno, da se zavedamo, da je, kot rečeno, spletna dostopnost koristna za vse. In pa, da dejansko je pač to pogoj, s katero lahko omogočamo enakost ljudi v družbi. Torej, ne enakovrednost ali enakopravnost, ker to enakopravnost nam omogoča črka na papirju, enakovrednost je lahko pač nekak družbeni pojem, ki je sprejet in ni sporen, vendar je tista enakost to, kar je najbolj na nek način težko razumljivo, zaradi tega, ker je tle že tako velik prepad med razumevanjem. Torej, enakost pri dostopnosti pomeni, da če sva jaz in moj prijatelj na sprehodu, on je na invalidskem vozičku, jaz sem peš, prideva do stopnic. Oba imava enako pravico priti na vrh stopnic, v drugo nadstropje, torej na višjo raven. Oba sva enako vredna in enako obravnavana strani družbe, da pač seveda ni problema, obema je to dovoljeno, ampak ali nama je obema to omogočeno, torej ali nama je to obema dostopno. Enakost bi v tem primeru pomenila vsaj neka rampa, da bi lahko midva istočasno dejansko gor prišla, torej on po rampi z invalidskim, jaz po stopnicah, ali pa recimo dvigalo, ki je dovolj veliko in dostopno, da greva oba v dvigalo in nikomur ni treba po stopnicah. Tako da to je nekako največja enakost in v družbi je zelo težko, obstajajo še področja in posamezniki, ki je težko to razumeti, pač equality, v angleščini ta izraz veliko bolj ustrezen, potrebno je omogočiti equality, torej enakost s tem, da družba omogoča enak dostop. V tem pogledu marsikdaj tudi sama rečem, da pač sam izraz, ki ga verjetno poznate, ranljive skupine, je v tem smislu zelo neprimeren, zato ker so invalidi in osebe z oviranostmi še vedno del naše družbe in funkcionirajo med nami vsakodnevno, hočeš nočeš, vendar v nedostopni družbi bi rekla, da glede na to niso toliko ranljivi, kot pa so iznajdljivi. Namreč slepi in gluhi in kognitivno ovirani ali pa gibalno ovirani že zdaj uporabljajo internet, že zdaj dostopajo do vsebin po svojih najboljših močeh, s svojo iznajdljivostjo, pridejo kamor želijo oziroma kamor je le mogoče. Vsekakor pa to ni naš namen, namen dostopnosti je omogočati enakost za vse. Ko govorimo o naših bralcih oziroma uporabnikih, za katere je pač pomembno omogočati spletno dostopnost, so to, kot rečeno, osebe z različnimi oviranostmi in invalidnostmi, pa tudi starejši. Tudi na vaših področjih knjigotrštva in pač produkcije knjig, iskanja bralcev je starejša populacija zelo pomembna, starejši zelo radi berejo in so zelo navezani na branje, vendar se starejši, ko so, se pa srečujejo tudi z zelo podobnimi oviranostmi kot invalidi, o katerih smo se tudi pogovarjali. Se pravi, če recimo povzamemo neke uporabniške navade in izkušnje, slepi uporabljajo, se pravi, Braillovo vrstico in bralnik zaslona za dostopanje do spleta, slabovidni uporabljajo razne leče, povečevalne lupe, programsko opremo za nastavitev kontrastov, gluhi, seveda, kot omenjeno, njihov medij je znakovni jezik, zato če želimo narediti dostopne vsebine za gluhe, je nujno potrebno vključiti znakovni jezik. Pri naglušnih pa so zelo bistveni pri multimedijskih vsebinah podnapisi. Se pravi, če komunicirajo gluhi v znakovnem jeziku in oni recimo gledajo tolmača, bodo naglušni še vedno gledali črke, se pravi podnapise dejanskega govorjenega teksta. Torej to, kljub temu, da imajo oviran isti organ, tako rekoč, so še vedno njihove uporabniške izkušnje zelo različne. Isto je pri slepih, torej slepi, ki si pomagajo s podporno tehnologijo, ki jim nekako nadomešča vid, za razliko od slabovidnih, ki svoj organ vida še vedno do določene mere lahko uporabljajo in zato ne uporabljajo Brailleve vrstice, naprimer, ali pa lahko pa vsekakor uporabljajo tudi bralnik zaslona, ker je to pač zelo univerzalno dobrodošlo orodje. Pri uporabnikih z različnimi kognitivnimi oviranostmi
je zelo pomembno pri konzumaciji besedil, da so ta zapisanja v lahkem branju. Pač lahko branje je tehnika, je pač strokovni način pisanja težjih ali pa nekako težjih, kompleksnejših besedil v obliki lahkega branja. To so strokovnjaki, posebej izobraženi za to delo. Delujejo med drugim tudi na zvezi Sožitje. Sožitje dejansko se ukvarja s tem, tam imajo tudi vse te standarde za pripravo literature ali pa določenih besedil v lahkem branju za svoje člane. Bila pa je pač presenetljivi pa so rezultati ankete, ki so jo izvajali, namreč med čist generalno populacijo, so dali na izbiro posameznikom branje določenega besedila v obliki lahkega branja ali v navadni obliki, izvirni obliki. In vsi, brez izjeme, so se odločili za branje tega besedila v obliki lahkega branja, ker je preprosto lažje, vsebina se ne izgubi, dejansko je pa nek strokovni tekst veliko težje brati za vsakemu izmed nas, kot pa nekaj, kar je bolj berljivo in v nekem enostavnejšem formatu. Torej, z vključevanjem izkušenj in uporabniških navad in čim več različnih oseb z raznimi invalidnostmi, oviranostmi starejših, s tem se jim dejansko omogoča prava digitalna vključenost, kar pomeni tudi spletno vključenost in spletno dostopnost in informacijsko dostopnost, in le ta lahko privede do potrebne socialne vključenosti, torej družbene enakosti med nami vsemi. Za konec pa še par razlogov zakaj se odločiti za spletno dostopnost, za dostopnost svojih spletišč, svojih spletnih vsebin in mobilnih aplikacij, zato da lahko uporabniki, ki želijo biti bralci, nenazadnje postanejo tudi kupci. Ker verjemite mi, tudi to si želijo biti. Torej, z omogočanjem dostopnosti svojih spletnih virov in pač mobilnih aplikacij boste spodbujali inovativnost v svojem podjetju, z omogočanjem ustrezne dostopnosti boste mimogrede rešili tudi kako drugo težavo ali pa nepričakovan izziv. To pomeni, da boste imeli vse pod kontrolo, še preden se težave začnejo. Razširite svojo blagovno znamko. Se pravi, ves trud, ki ga boste vložili v to inovativnost, vključevanje drugačnih pristopov, omogočanje dostopnosti, vse to spodbudi tudi vašo tržno dostopnost. Nenazadnje se spletna stran, ki je dostopna, višje uvrsti pri iskanju preko brskalnikov. Tako da je tudi to en benefit, ki pride zraven dostopne spletne strani. Nenazadnje bo tudi doseg na tržišču večji. Torej, če pač primerjamo nekako globalno tržišče oseb z invalidnostmi, je vredno nekje okrog $1 milijarde. Tudi v Sloveniji obstaja še zelo veliko tržišče oseb z bodisi invalidnostmi, bodisi samo oviranostmi, tudi starejši so tle vključeni, ki bi z dostopnostjo imeli veliko boljšo spletno izkušnjo tudi kot uporabniki, kot bralci in potem tudi kot kupci. Se pravi, je to nekaj, kar dejansko lahko zviša tudi vaš doseg na tržišču in pač vaš prihodek. Prej smo veliko govorili tudi o zakonskih obveznostih, ki se verjetno vas kot udeležencev trenutno še ne tičejo, ampak vse gre v smeri višanja standarda dostopnosti, spletnega, digitalnega, fizične dostopnosti, tako da je bistveno, da se pač tudi nezavezanci zakonodaje začnejo s tem ukvarjati, ker bo to slej ko prej potrebno, če bomo hoteli res to storiti, torej zvišati standard do te mere, da pač se enkrat niti ne bo več treba pogovarjati o spletni dostopnosti in njenem omogočanju, ker bo to že samoumevno. Tako da najlepša hvala za vašo pozornost. To je to iz moje strani. Spet sem se razgovorila, Eva. Ne, super. Hvala. Jaz bi še kar postavila nekaj vprašanj, ampak se bojim, da bomo šli bistveno predaleč časovno. Če ima kdorkoli vprašanja za Mašo Malovrh, se priporočamo. Sicer pa, Maša, če se ne motim, prvi korak je ta, da preverimo, kako je z našo spletno stranjo. In zato obstajajo orodja. Seveda, vsa orodja nam niso dostopna, ampak verjetno nekaj pa vendarle. Ja, to, kar sem tudi omenjala, torej obstajajo avtomatska orodja za preverjanje dostopnosti
spletne strani. Lahko damo, omenila sem Wave, tako da bi lahko vam bomo dali v link do tega orodja v chat. To je v bistvu zelo fina stvar, zato ker vam tudi zraven vsake napake, ki jo zelo jasno pač prikaže, pove tudi, zakaj je to napaka in kaj je potrebno narediti, oziroma kateri uporabniki zaradi te napake recimo ali pa nedostopnosti ne morejo dostopati in kako jo lahko odpravimo. Tako da je eno tako prijetno orodje, ki dosti veliko pove o tem, kako je treba gledati na spletno stran, kaj je recimo prioriteta za popraviti, kje bi bilo potrebno vključiti recimo še uporabnike za bolj podrobno analizo. Tako da je en dober štart, če želiš malo se pač izobraziti v tej smeri in tudi malo pogledati, kakšna je dostopnost spletne strani, ki jo upravljaš. Super. Ja, nič, najlepša hvala. Naredimo eno kratek odmor za kavo in potem se vidimo nazaj ob 11. uri, ko bomo predstavili primere dobre prakse oziroma sploh pogledali celotno polje, ki zadeva digitalno dostopnost in nekaj primerov, ki so se že zgodili ali pa se še odvijajo v tej smeri. Nič, prijeten odmor želim, midve pa eno kavico. Lepo pozdravljeni nazaj, pred nami je še predstavitev dobrih praks in sicer na področju digitalne dostopnosti. Vabim vas, da vmes ali na koncu postavite kakšno vprašanje, če vas karkoli konkretno bolj zanima, sicer pa predajam zopet besedo Maši Malovrh. Maša, izvoli. Hvala. Tako, dobrodošli v drugem delu, kjer bomo predstavili par dobrih praks na področju omogočanja dostopnosti in sicer pač na področju založništva. Z nami bosta gospa Cristina Musinelli iz Fondazione LIA, Libri Italiani Accessibile, če sem to rekla, torej dostopne italijanske knjige. Fundacija za dostopne italijanske knjige je nevladna organizacija, ki deluje v Italiji že več kot 10 let. Več o njej bo v angleščini predstavila gospa Cristina Musinelli. Zdaj bom preklopila na angleščino in verjetno jo bomo tudi spustili že noter. Hello, Cristina. Welcome. Hi, welcome to Belletrina's event on publishing. Hi, nice to meet you. No, nice to meet you too. How are you doing? Fine, thank you. Excellent. We're very happy to have you with us so that you can introduce the LIA Fondazione a bit better. I'm sure that today there's only Slovenian public, and I think they will be very interested in your activities, especially also perhaps in the end, if you can tell us how it would be possible to collaborate with your Fondazione. So please, the floor is yours. Thank you very much. Just a moment to share the slides. Do you see them? Yes. Okay, perfect. So first of all, thank you very much for inviting us. It's really a pleasure to be here. The goal of the foundation is to help the publishing industry to move towards an accessible digital publishing ecosystem. And we are quite a strange animal, let's say, because the foundation has been created by the Italian Publishing Association in 2014, after we have performed a project financed by the Ministry of Culture of Italy. And the idea was not to lose all the activity and the knowledge that we have acquired during that project. And we created the foundation in collaboration with the Italian Blind Union. So it's a really very, very strict collaboration between the publishing industry and the organization representing visually impaired people. But in 2019, also the most important Italian association working for dyslexic people has joined, and also a specialist organization that is the one who normally produces the digital print braille and enlarged character version of a textbook in Italy. So we are representing the most relevant actor in the
both in the publishing and the specialist production value chain. The goal of the foundation is to promote reading in every form, and the main goal is to provide the possibility for people with print disability to access the same content in the same time, in the same way as any other reader. So without any difference, both in formats and also in distribution channel. The foundation is based in Italy, and we are really very focused only on technological innovation and research and development. We don't only have association as a member, but we have all the most important Italian publishers, all the big ones, but also very small ones like Fatah or Iperborea or Il Frangente, who are niche publisher. One is focused on really translated in Italy, and the third one is focused on sailing and everything related with the sea and so on. So you may see there are very different kind of publishers. There is also the most important library loan platform, because since the beginning, as we want to have the same opportunity for everybody, we also work on the library side. So when people can also loan the title, not only sell them, not only buy them. We are active in the international network of standard organization. We are part of the W3C, that is the organization managing the internet standard, where I chair the publishing business group, but we also have our technical staff working in the more technical working group to develop the standard and accessibility guidelines to produce accessible content. The RIA Foundation is a quite small organization. We have one technical chief executive officer, that is Gregorio Pellegrino, and the other person you met in the previous meeting is Elisa Molinari, who is a project manager. But we also have one person who is Denise Nobili, who manages all the production of the certification process, and we have other people working in different areas, but these are the most important people working with us. I am member also of the ADR Lab board. ADR Lab is the organization financed by the Ministry of Culture and Development in France. They are really focused on reading solution and DRM, and the goal is to create accessible reading solution and provide DRM that don't impede accessibility. We are part of the DAISY Consortium, that is the most important organization that previously managed the specific standard that was the DAISY one, which requirements are now included in the EPUB 3 specification. And also ISO, that is the organization managing the technical standard internationally. Why accessibility is relevant? There are many different reasons why a actor of the publishing value chain should move towards accessibility. The first one, and was the most important till few years ago, was a social reason. So it was because you want to put the people with disability at the center of your strategy, but also because there were some ethical reason or customer relationship reason. Now, one of the most important one is legislation, because you must comply by 2025 with the European Accessibility Act, and so you must be accessible for the digital publication. The third reason that we believe is the most important one, and it was the one we were able to convince the Italian publisher to move towards accessibility, is that if you take in consideration accessibility, your product and service have a higher quality. So for everybody, not only for the people with disability. And the other one is you may have a new customer, because until now, normally blind and visually impaired people get books in a charity model,
with organizations that provide them the title for free, maybe with a delay in timing, with a complex production process and a very costly production process. So if you start producing digital publication in what we call born accessible concept, you will have the same title for everybody. You don't have separate different version. The most important value that we have is create collaboration and create bridge between the different stakeholders. As we explained before, we have representative of the publishing industry, but not only publisher. It's important that the whole value chain, so means library, bookstores, online site, platform are part of the ecosystem. Also organization representing printing per people and specialist organization, because everything we have done as the foundation has been tested with the beneficiaries. So everything we have done from the file to the platform has been always tested with people with disability, and then the International Standard Organization, because they set the rules and they set the requirement that you have to follow. In this chain, every actor should play its part. No one is excluded, because from publisher that need to produce born accessible publication, check the accessibility of their product and create metadata on accessibility, to the digital distributor who should ingest this metadata and implement, not impeding accessibility DRM, to books in print catalog who need to display all the titles that are accessible in a specific market, to the online store, because if you create nice, beautiful, accessible content, but they are sold on a completely inaccessible bookstore, that doesn't make any sense. Mm-hmm. So, for example, when we have tested the process with, when we started with the LIA project, we realized that, for example, the form for the credit card were fully inaccessible because they required to compile the feed in red. And so blind people were not able to fulfill the requirement. They were not able to buy. Yeah. So they had to have someone helping them to buy what they wanted. So it's really, really important that everyone makes it roll, because otherwise it's like a broken phone line. So the process interrupt, and the people, it's very disappointed, let's say, and they are right. What we do a kind of different thing. We make consultancy, we make audit of content and platform, we do training, we do the conversion and certification process, and more in detail. Everything we do is based on the concept of born accessible. We are strongly believe that you must include accessibility in the very stage of any process, because it's less costly, it's more useful, and everything benefit from that. So that means that you need to produce accessible publication since the beginning. You need to define specific procedure and checks to verify that the publication are compliant with international standard, and you need to use metadata and distribute them on the value chain. And the metadata are really relevant, because an end user should know which are the characteristic of a file before they buy it. It's important as, for example, the price, or the author, or the synopsis of a content, and they should also be displayed on the retailer side. Our most important project is the LIA Shelf, that is a catalog of more than 26,000 born accessible ebooks. Is updated every day, and we have it's the biggest catalog of mainstream accessible content. We don't sell them, but we send the people to the most important retailer site. So we were compelled to create this because the
online retail are not accessible. Not all the retailers are accessible yet. So if we wanted to provide a fully accessible possibility to choose what they want, they had to do. We had to do this catalog. We do accessibility audit that is both for the publication and for the software and for the platform. For example, we are working with some big Italian educational publisher that now provide content through platforms, and we check the software as it is. We train the developer and the designer, and then we make support them while they make the remediation, and then we have a periodic check, because as you know, a website is never ending process, and so we check every time they make different changes. We do some automatic testing, but automatic testing is not enough. We always involve our expert or some blind visually impaired dyslexia people to check the final version of the content. What it's important to avoid, thinking that the initial correction phase is the final goal. Consider accessibility a one-shot activity, while it should be a strategy and a process. Consider that accessibility is something that should be managed only by the tech people and not from the editorial, not from the management. And this is a very big mistake, because everyone in the company should know what accessibility means. And for example, the email description is not a technical work and should be done by editorial staff. Or if you have a blind visually impaired student who asks you some details about the characteristic of the file or the platform, you need to have someone in the customer service that should answer and provide the correct information. Maybe asking to the more technical people if the question is very techy. Accessibility should be a core access of the company. It should be collaboration among all the other people, and you will have product and service that will be of higher quality for everyone. This will be more and more relevant, because with the Accessibility Act that will be in place by June 2025, all the actors of the digital publishing value chain should comply with the requirement defined by the Commission. I have already told this. What we do, we build a culture of accessibility. It's very, very important to have people aware of what accessibility means, but also what does it mean for a blind and visually impaired people to access to inaccessible content. Because if you see the problems they face, you will for sure move on accessibility, and also understand why you should make some changes in your productions and distribution process. We do a lot of activity in train. We don't only train publisher, web developer, and so on, but we also try with project financed by institution to provide knowledge also to the other key actors. For example, this is a training session that we have done with libraries in Italy, because libraries are a core element of the publishing value chain, and they may help providing the correct information, for example, on the reading solution or on the problems to download the file to the end user. We do strategic consultancy. We have produced a paper that is Books for All, that has been translated in Canadian, German, and Japanese, where we provide a general overview of the Accessibility Act and the requirement. We also worked with WIPO and make an assessment of all their organization. And we are now working with Casalini Libri, and the goal of this strategic consultancy is to map every process and to define which are the areas in which accessibility should be involved, and to define who should be trained and in what. We have a service that is a certification service. That means that every digital title produced by a publisher who works with us
is sent to our platform where there is a check. We make a check of every title and we provide to the publisher feedback if the title is not accessible, and if a title is accessible, we create the metadata and send this metadata to the Books in Print catalog, and so and to the LIA catalog, so they will be available for all the people. This is a service that we, if anyone is interested to offer this service, we can offer also as a service to other organizations. We do training. We are now going to launch an online training catalog. Previously, we were doing a lot of in-person training. We hope in the near future we can mix both. And so let's keep in touch. We have a really monthly newsletter in English. We have social media. So if you want to sign for receiving our newsletter, you are very welcome. And our website is both in English and in Italian. So if you want to have more information on what we do, you find all the details of our activity. Thank you very much. Zdaj bi pa kar napovedala že pač naslednjega predavatelja, ki bo v slovenščini predstavil svoje predavanje, torej predstavitev dobrih praks, torej Andrej Kranjc, ki ga morda nekateri iz občinstva že poznate, ker sodeluje z Beletrino že vrsto let kot strokovnjak za digitalno dostopnost, za omogočanje dostopnosti spletnih strani in mobilnih aplikacij. Sicer je informatik, programer, tako da se resnično spozna tudi na te programerske tehnične plati dostopnosti. Namreč v okviru Beletrine smo že v omenjenem projektu Razširjamo obzorja kulturnega analizirali dostopnost spletnih strani iz področja kulture. Potem smo se pa tekom našega dela in pač aktivnosti tudi osredotočili oziroma analizirali dostopnost nekaterih pač knjižnih, pač literarnih spletnih strani, Biblosa in tako dalje, kar bo malo širše predstavil moj kolega Andrej Kranjc, ki mu predajam besedo. Lep pozdrav vsem, upam, da se slišimo. Jaz bi kar delil mojo predstavitev. Torej, kot že rečeno, se ukvarjam s spletno dostopnostjo že več kot 10 let. V tem času smo analizirali veliko spletnih portalov, predvsem v javnem sektorju, ker pač ta nova direktiva največ pač zadeva prav dostopnost spletnih portalov javnega sektorja. Tako da, torej, govorili bomo o spletnih storitvah na področju knjižnic in knjig, in sicer tukaj gre za različne spletne strani, različne storitve, kot so knjižnični katalogi, tako imenovani OPAC, oziroma gre za neke spletne baze gradiva knjižnic oziroma skupine knjižnic. Potem imamo tu razne digitalne knjižnice, digitalne zbirke, e-knjige, audio knjige, torej ne govorimo samo o fizičnih knjigah v svetu, digitalnem svetu, seveda obstajajo še e-knjige, audio knjige, najrazličnejše strani obstajajo še najrazličnejše druge strani spletne, kot so spletne strani za priporočeno branje, spletne trgovine knjig in kup drugih spletnih virov, kot so spletne strani knjižnic, spletne strani založb in tako dalje. Torej, večinoma govorimo o spletnih stranih, zato govorimo tudi o spletni dostopnosti. Se pa pojavlja tudi vedno več mobilnih aplikacij in pač, ko govorimo o dostopnosti, moramo seveda misliti na dostopnost tudi teh stvari, kot so mobilne aplikacije. Zdaj, najprej moramo seveda se postaviti v čas, v katerem trenutno smo, še vedno smo v COVID-19 pandemiji. Kaj to pomeni? Sami veste, da za čas COVID-19 pandemije se je marsikaj spremenilo. Zelo dolgo smo imeli zelo omejen dostop do knjižnic, knjigar, nekaj časa prav zaprto, potem tudi, če so odprte v strogih varnostnih pogojih, kot so, ne vem, zdaj vemo vsi, socialno distanciranje, komunikacija čim bolj, da je brezstična. Tudi recimo knjižnice in knjigarne so organizirali veliko dogodkov, tam so se ljudje združevali,
pogovarjali o različnih stvareh. Vse to je zdaj zelo postalo omejeno, čeprav smo se v veliki meri že vrnili, bi rekel, nazaj, še vedno obstaja kar nekaj teh, bi rekel, omejitev, ki jih še vedno morajo upoštevati. No, in vmes med pandemijo smo vse posod slišali v bistvu zgolj eno: uporabljajte splet. Torej, če že ne morete priti k nam fizično, uporabljajte splet, uporabljajte spletne vire, organizirajte spletne dogodke, uporabljajte spletno komunikacijo in tako dalje. Problem, ki je, da ne morejo vsi normalno uporabljati spleta. In namesto, da bi nam digitalne tehnologije v bistvu pomagale, se ta razkorak samo v bistvu v nekaterih situacijah samo še poglablja. Nimajo vsi enakega dostopa do informacij in tehnologij. In to je kar velik problem. V mnogih primerih je bilo celo tako, da so osebe z ranljivostmi fizično obiskovali ali knjižnice ali knjigarne zaradi tega, ker niso dejansko mogli uporabljati nekih spletnih storitev. Tako da v bistvu takrat so se obrnile fizično na pomoč oseb, sedaj dejansko ne morejo uporabljati niti online storitev, fizično dostop je pa še vedno precej omejen. In to je nekaj, kar ne želimo. Mi želimo, da tudi oni, če lahko drugi uporabljamo splet relativno normalno, želimo, da je tudi za njih splet dostopen. Torej, v zadnjem času smo pregledali nekaj teh spletnih storitev na področju knjižnic in knjig. V Sloveniji tu je zgolj nekaj teh najpomembnejših storitev, ki smo jih malo pogledali. Verjetno ne rabim podrobno predstavljati večino teh spletnih strani. Cobiss pač gre za knjižničarski sistem, DLIP.si je digitalna knjižnica Slovenije, Kamra je spletna stran za dostop digitaliziranega znanja in kulturne dediščine, Dobre knjige, torej stran za bralce in priporočena branja, Biblos, kot ki že govora, ponuja e-knjižnico oziroma e-knjigarno, v bistvu govorimo o e-knjigah. Potem imamo tukaj Emko, torej največjo spletno knjigarno v Sloveniji, in pa zadnje čase nova zadeva Audiobook, mobilna aplikacija za audio knjige. Torej, na hitro bom samo vsako stvar predstavil, zakaj so značilnosti teh, ne, torej, če začnemo s Cobissom, gre za vzajemno bibliografsko kataložno bazo, torej praktično veste, da praktično vse knjižnice v Sloveniji uporabljajo Cobiss. Nabralo se je v vseh teh letih več kot 5 milijonov zapisov, večinoma gre za knjige in pa članke, ampak tudi drugo gradivo, za Cobiss skrbi Institut informacijskih znanosti Maribor in praktično to je vstopna točka za vse knjižnice v Sloveniji. Potem imamo DLIP, torej digitalno knjižnico Slovenije, ki omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin in vsebuje digitalizirano gradivo in pa izvorno digitalno gradivo, tako ogromno knjig, člankov, rokopisov, slik, zemljevidov, tudi glasbenega gradiva in tako dalje. In za to skrbi NUK, tako da to je en drug portal, ki smo ga pogledali, poleg Kamra, to je projekt knjižnic različnih, je pa pač spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva, v knjižnicah in pa v drugih kulturnih ustanovah. Zanimivo pri tem portalu je, da so vsebine predstavljene kot zgodbe s spremljenimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki. Potem imamo Dobre knjige, portal s priporočilno literaturo, namenjen je promociji dobrega branja, gre še za en projekt slovenskih splošnih knjižnic, nekje 2014 so začeli s tem in ima več kot 3800 knjig. To smo pogledali, bolj smo pogledali tudi Biblos, torej platformo, prvo slovensko e-knjigarno in e-knjižnico, ki je nastala 2013, pač strani Beletrine in ponuja dostop in izposojo elektronskih knjig na različnih prenosnih napravah. Potem smo pogledali tudi Emko, torej našo največjo spletno knjigarno od Mladinske knjige, ki ima več kot 1,1 milijona naslovov, večinoma knjig, ampak vsega drugega gradiva tudi. In pa torej najnovejša zadeva Audiobook, aplikacija za poslušanje audio knjig na pametnih telefonih in tablicah, kjer je trenutno več kot 400 audio knjig. Za vse v bistvu te glavne platforme je to na voljo. In zdaj, kaj smo ugotovili, kakšni so ti glavni skupni problemi na področju pri teh portalih?
Torej, večina spletnih teh storitev, teh portalov ima dejansko podobne probleme, ne. Nobena ali pa redko katera od teh strani je bila zgrajena z mislijo na spletno dostopnost. To je, saj veste, večina teh portalov je starih že kar nekaj let, spletne dostopnosti se prav govori še v bistvu šele v zadnjih nekaj letih. Problem ni vezan samo na Slovenijo. Mi smo tudi pogledali malo, pa tudi spremljamo situacijo drugje, praktično s podobnimi težavami se srečujemo tudi drugje, tudi primer iz Italije je bil predstavljen, tako da v glavnem, da se pravičujem, tu so začeli nekaj vrtati. No in ne vem, če se sliši. No in so podobni problemi tudi v drugih državah. Torej, kateri so tisti glavni problemi, ki se nastopajo iz področja spletne dostopnosti? Eden od teh glavnih problemov je na primer nedostopen meni spletne strani, potem so težave z iskalnim obrazcem ali pa z rezultati iskanja. Velikokrat se pojavljajo nedostopni elementi, kakšni gumbi, ikone in takšne stvari, ki so nam vsem ostalim dostopne, ampak tukaj pa se lahko pojavijo težave z nedostopnostjo, pol so težave z prijavo v sam sistem in pa tudi težave pri uporabi znakovnega jezika. Zdaj, kar se tiče prve težave, torej nedostopno meni spletne strani. Zdaj, skoraj da vsaka spletna stran ima nek meni za dostop do podstrani, ne? In nekatere implementacije menijev niso dostopne. To pomeni, da uporabnik bralnika zaslona ne more izbirati opcij iz menija. Kaj je še večja težava? Kar nekajkrat smo naleteli je, da tudi sicer v prejšnjih letih, v drugih spletnih straneh, da včasih slepi uporabniki niti ne vedo, da meni obstaja. V bistvu ga ne zaznajo in ga enostavno preskočijo in jim je cela, bi rekel, množica podstrani za njih je nedostopna oziroma sploh ne vedo, da obstajajo. Včasih ti meniji tudi niso dostopni za tipkovnico in to pomeni, da nekdo, ki ne more uporabljati miške, dejansko ne more odpirati teh menijev in izbirati opcij iz menija. Tako da je res nasvet, da še pred samo implementacijo, ko se tiste osnove spletne strani delajo, da se preveri ta spletna dostopnost menijev, ker pač morajo biti dostopni strani bralnika, zaslona in pa tipkovnice. To je ena prva taka težava, ko smo jo tudi tukaj zaznali. Druga težava je problem z iskalnim obrazcem. Mogoče se zdi enostavno za nas, pač spomniš vnosno polje in je to. Ker pač takšni obrazci so praktično na vseh spletnih strani, ampak v realnosti pač se pokaže, da marsikateri iskalni obrazec ni dostopen. In torej imamo težave z dostopnostjo posameznih iskalnih polj in bralniki zaslona včasih ne morejo dostopati do teh iskalnih polj, ker so pač implementirane na nek poseben način. Nekatera iskalna polja tudi nimajo ustreznih oznak, kar pomeni, da pač oznake potrebujemo za to, da opišejo namen iskalnega polja in če ni opisan ta namen, potem bralnik zaslona v bistvu ne more prenesti te informacije, torej te oznake slepi osebi in slepa oseba ne ve, čemu je namenjeno posamezno iskalno polje, kako ga naj uporablja in tako dalje, kaj mora vpisati. Včasih imajo tudi bralniki zaslona težave z samodejnim dopolnjevanjem, torej z avtokompletom, včasih nam kar pri tipkanju se sugerirajo dopolnitve in potem, izbire in včasih teh sugestij bralnik zaslona ne zazna in ne more v bistvu slepa oseba uporabljati teh sugestij. Včasih imajo tudi bralniki zaslona težave s polji, ki omogočajo večkratno izbiro, torej ne vem, da izbereš ali bodisi več knjižnic, bodisi več vrst gradiva in takih primerov je še veliko in takšne stvari tudi znajo biti včasih problem za dostopnost, ker enostavno ne more na isti način naklikati tistih izbir, kot jih mi navadni uporabniki. Tako da tudi moramo res paziti, kot delamo te iskalne obrazce, da zagotovimo ustrezne oznake za elemente iskalnega obrazca, za vnosna polja, spustne seznamne gumbe in tako dalje, tako da to je nekako tudi, mislim, da zelo smiselno preveriti še pred samo implementacijo. Nadalje so težave z rezultati iskanja, ki so tipično prikazani v tabeli, nekatere tabele namreč niso dostopne za bralnega zaslona. Če želimo, da so tabele dostopne, morajo imeti ustrezne te HTML označbe, ki označujejo glave strani in pač samo vsebino
v naslednjih vrsticah. Bralnik zaslona pač uporablja te označbe, da slepim osebam predstavi kontekst, torej recimo v neki vrstici nekje spodaj, v nekem stolpcu, da pove glavo, da prebere tekst iz glave in tako slepa oseba ve, na kateri stolpec se nanaša, na kateri ta vrednost v posamezni celici tabele. Velikokrat smo naleteli tudi na nedostopne elemente, bolj se gre za gumbe, ikone in takšne stvari. Tukaj so navedeni takih primeri takšnih elementov. Puščice so zelo pogosto tudi nedostopne in tega sami veste, da je kar veliko na različnih spletnih straneh. Tako da takšni elementi znajo biti tudi nedostopni, ne vsi, ampak se najde pogosto na vsaki strani vsaj kakšen takšen element, ki ni dostopen, tako da je smiselno preveriti dostopnost teh elementov, in ker namreč, če niso dostopni, potem, na primer, bralnik zaslona, uporabnik bralnika zaslona, torej slepa oseba ali pa nekdo, ki uporablja tipkovnico, ne more izbrati te funkcionalnosti, ki se skriva za tem elementom. Zdaj, kar se tiče problem s prijavo, večino teh funkcionalnosti na vseh teh spletnih straneh ne zahteva prijave, seveda, ampak ko pa se želimo nekaj bolj naprednega delati ali, ne vem, rezervacijo ali karkoli nakup, pa seveda moramo se najprej prijaviti. In tudi pri samem prijavljanju, že v samem tistem prijavnem oknu se pojavljajo težave s spletno dostopnostjo, torej recimo polje za prijavo nima ustreznih oznak in bralnik zaslona slepe osebi ne prenese informacije o namenu posameznih polj, tako da slepa oseba ne ve, kaj mora vpisati v posamezno polje. Pol imamo včasih te captcha preverjene, kar je problem za slepe uporabnike, vse veste, tam moraš prepisati vsebino iz slike v tekstno polje, kar je neizvedljivo za slepe uporabnike in praktično nekako priporočamo neko tekstovno alternativo za captcha, ki je veliko že danes. Tudi opažamo težave, da ni prave pomoči pri vnosu, in sicer ni prave pomoči uporabniki pri izogibanju napakam in popravljanju napak. Gre za to, da pač osebe z ranljivostmi pri vnosu pogosteje vnašajo napake kot druge osebe, tudi težje detektirajo, da so naredile napako in takšne stvari. Želeli bi si, da vse ta, da rekel, vnosna polja, ko ti nekaj izpolniš, da če že se narobe izpolni, da se nekako na nek smiseln način sugerira uporabniku, da ni v redu izpolnil ničesar in da se mu pomaga pri samem vnosu. Tudi to smo videli, da ni vse povsod tako urejeno, kot bi moralo biti. Zdaj, omenil bi še uporabo znakovnega jezika. Veste, da je bil pred kratkim dodan v ustavo, tako da ima v Sloveniji še, bi rekel, večjo težo mogoče kot v drugih državah, ker je tudi z zakonom zaščiten in tako dalje, tako da ja, za večino gluhih oseb je znakovni jezik njihov naravni jezik, nekateri ne razumejo pisanega jezika, v bistvu je pisan jezik, na primer neki podnapisi za njih drug jezik, in v bistvu interpretacija znakovnim jezikom ponuja gluhim bogatejši in pa v bistvu bolj enak dostop do nekih sinhroniziranih medijev, ne. Tako da zagotovo priporočamo, da se uporablja znakovni jezik, da vsaj tiste najpomembnejše informacije predstavimo z znakovnim jezikom. In to je praksa, ki se poslužuje tudi vedno več inštitucij v Sloveniji in smiselno je, da se s tem nadaljuje v čim večji meri. Veliko tega, kar se tiče spletne dostopnosti, se da preveriti s samimi bralniki zaslona. Priporočamo testiranje z bralnikom zaslona, torej to niso več neke aplikacije, ki bi jo znali uporabljati samo slepi, ampak so to dejansko, se že lahko dejansko vsak od nas malo preveri, kako izgleda naša spletna stran, če se pridemo na njo preko bralnika zaslona. Najpopularnejši bralnik zaslona sicer je JAWS, ki ni prosto dostopen, ampak je pa v zadnjem času zelo popularen postal drug bralnik zaslona NVDA, ki je prosto dostopen in je dejansko v veliki meri kopija ali pa zelo podobne rezultate daje kot JAWS, tako da ta drug bralnik zaslona NVDA je nekaj, kar lahko vsak od nas dejansko se instalira in nekako naredi tudi neko prvi tak enostavni test, da vidi, kako se naša spletna stran obnaša, če nas nekdo obišče z bralnikom zaslona.
Kaj lahko opažamo v zadnjem času, je izboljšanje spletne dostopnosti, torej vedno več je teh spletnih strani, kjer se razmišlja o spletni dostopnosti, kjer se delajo dopolnitve, da so stvari bolj dostopne in to je pohvalno. Ne nazadnje nas to sili 2016. leta sprejeta EU direktiva o dostopnosti spletišč in pa za Slovenijo seveda sprejet zakon leta 2018, ki nas v bistvu obvezuje, predvsem te javne inštitucije, da se delajo spletne strani dostopne. In lahko opažamo v zadnjih letih res to naraščajoče zavedanje o spletni dostopnosti. Vedno več se o tem govori, tudi dogodki, kot je današnji, takšnih je vedno več, tako da mislim, da se stvari vseeno izboljšujejo. Tudi v izobraževanju postajata spletna in pa digitalna dostopnost vedno večja prioriteta, tako da mislim, da tudi te nove generacije študentov, ko bodo prišle v svoje službe, bodo veliko več razmišljali o spletni dostopnosti, kot je recimo to bilo do sedaj. Še na koncu, kaj povedati o bodočnosti spletnih storitev na področju knjižnic in knjig v Sloveniji, ne? Vsi vemo, da nam govorijo, da zdaj po COVID pandemiji, po koncu ne čaka več vračanje nazaj v stare čase, ampak bomo imeli neko vrste novo normalnost. Tako da mi smo prepričani, da mora biti spletna dostopnost pomemben del te nove normalnosti. Mi moramo narediti vse, da bodo lahko osebe z ranljivostmi bile sposobne uporabljati vse storitve. Mi moramo omogočiti njim enak dostop do informacij in tehnologij in mi se moramo boriti za to, da bodo te osebe z ranljivostmi bile sposobne participirati pri ustvarjanju vsebin in skupnosti. Te osebe ne želijo biti zgolj neki opazovalci, temveč želijo aktivno kreirati vsebine na spletnih straneh, sodelovati v skupnostih in tako dalje. In upam, da jim bomo v čim večji meri to omogočili. To je z moje strani vse. Hvala vam. Hvala tudi tebi, Andrej, za to zelo poglobljeno predstavitev trenutnega poglobljeno predstavitev, ampak kljub temu nekako en prerez situacije glede ozaveščenosti o spletni dostopnosti v tem krogu portalov, ki smo jih analizirali. Bi rekel, da se stvari zdaj pač roki za prilagoditev vsega dostopnega za zavezance zakonodaje so se že iztekli. Bi mogoče podal neko svoje mnenje o trenutnem stanju dostopnosti v Sloveniji, mislim spletne. Torej, kot že rečeno, se je kar nekaj izboljšalo, vedno več inštitucij je naredilo vsaj nekatere korake, nikjer ni idealno. Želeli bi si, da bi še bilo več stvari dostopnih. Malo nas je mogoče ustavila ta pandemija in mogoče podaljšala te načrte za uvajanje spletne dostopnosti, ampak mislim, da je ravno ta pandemija priložnost, da razmislimo, da je dejansko to toliko bolj potrebno, kot pa je mogoče nam to se zdelo predtem. Tako da mislim, da je znala pandemija dati nek nov pospešek temu, da dejansko uredimo stvari, ker enostavno ne moremo več pošiljati ljudi na splet in jih hkrati ne ponuditi dostopnih storitev. Popolnoma razumljivo, ja. Najlepša hvala, Andrej. Če ima morda kdo iz občinstva kakšno vprašanje, bi bil zdaj pravi trenutek, da ga postavi. Lahko v chat, lahko v živo, kar vam je ljubše. Videti je, da ni junaka z vprašanji. Tako da najlepša hvala, Andrej, za tvojo predstavitev in sodelovanje in vse dobro. Hvala, lep pozdrav. Tako. Ja, nič. Jaz mislim, da smo kar prišli na zelo zanimiv in poučen način do konca tega našega izobraževanja. Ostanimo v stiku. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da sodelujemo, da si pomagamo, ker situacija v svetu ni rožnata, pa vseeno so tudi priložnosti, ki jih prej ni bilo, če se znamo na to pravočasno odzvati.
Mislim pa, da moramo prisluhniti tudi klicem tistih, ki niso tako zelo glasni. Včasih imajo zelo malo zagovornikov, pa so ti zagovorniki toliko bolj dragoceni. Jaz sem zelo vesela, da smo na Beletrini uspeli ta projekt skupaj s Centrom za kreativnost pripraviti in vendarle speljati tudi z delno živo prisotnostjo v prostoru. Tukaj smo v Cankarjevem domu, ki nam je dal prostore v M3, M4 predavalnici. Zelo si želim, da bi naslednje leto, ko bomo spet, upam, pripravili nekaj podobnega, vendar seveda v skladu z izzivi, ki se bodo pojavljali, da bi potekalo izobraževanje v živo, ne takole prek zaslonov, čeprav ima tudi to svoje pozitivne lastnosti, če ne drugega lahko od koderkoli spremljate. Če imate še kakršnakoli vprašanja, ste seveda dobrodošli, da se obrnete na nas. Lahko name eva.pk.bogataj@beletrina.si. Maša pa je že tudi dala svoj naslov, tule v chatu je, in sicer masa.malovrh@beletrina.si. masa.malovrh@beletrina.si je naslov, če vas zanima karkoli v zvezi s spletno dostopnostjo, pa si niste upali vprašati. Moja izkušnja v zvezi s temi Zoomi je, da so ljudje bolj tiho kot v živo. V živo si marsikaj dovolimo, takole pa se bojimo, ker nas le snema kamera in ne vemo nikoli, kdaj pride ta posnetek nekje drugje na dan. Najlepša hvala vsem, ki ste z nami. Jaz vam želim en lep zaključek tega tedna in če želite kakorkoli še sodelovati s temi predavatelji, ki ste jih poslušali v zadnjih 4 dnevih, dobrodošli, da se obrnete na nas s kakršnimi koli predlogi, stvarmi, ki vas zanimajo. Sicer pa lep pozdrav, vse dobro želimo in čim bolj uspešno začnite prijetno poletje, ki je za nas založnike zelo pomembno, tudi s stališča prodaje knjig. Vse lepo in nasvidenje. Nasvidenje.